Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. V Celju smo na stadionu z Dežele, pred nami pa prva tekma 25. kroga. Zares divji marčevski nogometni ples se nadaljuje z novimi obračuni. Je pa nogometaš, ki je zelo pomemben v tistih hitrih prehodih na polovico tekmeca. Tudi Mlinarji danes na tribunah, medtem nevarna žoga v kazenski prostor, priložnost za Radomljane. Podaje, bomo videli, če se to lahko spremeni v naslednjih minutah, ampak zdaj so Celjani v napadu. Pričakovali smo lahko takšno tekmo, priložnost morda za Begiča, Begič do strela. Zdaj bodo razčistili pred golovo črto Mlinarji v prvem delu sezone. Težave v obrambi. V napadu sicer prihajajo tudi Celjani do priložnosti, zdaj pa super priložnost za Radomljane, ampak ostala je neizkoriščena. Današnje gostitelje, ki se zdaj torej branijo ob tem kotu, podaja spet na oddaljenejšo vratnico, tam je skočil Guzina. Pa je bil potem nenatančen ob tem strelu, nekaj več pri žogi, pa sami z izjemo tistega zaključka Begiča še brez resnega strela v okvir gola. Zdaj morda priložnost, Šarič je spravil žogo proti Guzini, Guzina pa z roba kazenskega prostora za las mimo. Vedno zelo neugodne, Tomič je izvajalec, poglejmo. Tomislav Tomič, ostra žoga in žoga ni šla čez črto. Kakšna situacija zdaj po tem strelu z glavo, ogromno sreče. Larti v sredino, ja, tam je bil nekoliko prenizek Bizjak, Begič je prišel v ozadju do žoge, preigrava Begič, Begič do strela in prečka! Prečka je rešila zdaj Veliča, mislim, da se je tam tudi nekdo dotaknil žoge. Simon Rožman, trda tekma, morda je nogometna javnost ni pričakovala tako trde borbene tekme, če se gleda na tisto statistiko, ampak vi ste prišli do točke, koliko ste zadovoljni predvsem s tem, da niste prejeli zadetka? To je sigurno pozitivno, se pravi prva nula iza, definitivno čestitke fantom glede faze obrambe. Smo bili pa zelo zadržani v prvem polčasu, nekako ni nam steklo. Boljši drugi polčas, ampak enostavno mogoče mi je malo žal, da nas malo mogoče sreča v tem, kar smo se pogovarjali, se pravi prečka, tam en dober skok z glavo, kjer je žoga nekako se ustavila na črti, da nas nekako ne nagradi, ampak sigurno je, bom rekel, ta nula iza neka osnova, kar se tiče faze obrambe, proti naprej pa normalno, da bomo mogli, bom rekel, sigurno pokazati še kaj več. Ste pogrešali karkoli pri vaših napadalcih? Zelo so bili, predvsem Bizjak se je veliko vračal nazaj. Je bil to del taktike ali ga je v to prisilila tekma, ki je bila tako borbena? Ja, nekako Radomljani niso puščali pretirano veliko prostora. Mislim, da smo igrali predvsem prepočasi obračali stran, da bi dobili, bom rekel, te medprostore. Nekako tudi število dotikov pri vsaki situaciji je bilo, bom rekel, vse na ziher. In
bom rekel, proti tako organizirani ekipi, ki se brani na zgoščenem prostoru, je potem z toliko število tiki tako težko, bom rekel, izigrati obrambo. Smo si kljub temu pripravili, bom rekel, neke pol priložnosti, predvsem pa zadnji dve, bi rekel, mi je res iskreno žal, da nas nekako nagradi, da bi mogoče ta psihološki aspekt nekako padel breme, bom rekel, iz fantov, da bi nam tudi te stvari potem lažje stekle. Simon, hvala in srečno. Nermin Bašić, tempirana bomba ni eksplodirala, so pa Celjani bili v obrambi tokrat bolj čvrsti, tudi v napadu pa na koncu z nekaj priložnostmi. Koliko ste zadovoljni, da niste prejeli zadetka, kar je zelo pomembno? Pa bit ću iskren i reći da je više odigrali, imali cijele veći posjed, bili su danas agilniji, agresivniji, nekako više su stvarali, ali sem te jedne šanse prečke mislim da nam nisu uspjeli ništa tu napraviti. Mi jednostavno nismo uspjeli ući u taj miran posjet, u posjed, prenervozni smo bili, lako smo linije spuštali nazad, znali smo da imaju dosta dugu loptu u zadnjoj trećini, da su preopasni. Jednostavno smo se povlačili tako nazad. A mislim da smo bolje prilike mi imali, pogotovo u prvom poluvremenu i drugo poluvreme Gedi šansa, mislim da smo mi 3-4 imali vrlo dobre prilike. Sve u svemu mislim da je cijeli danas bolje izgledalo u terenu, na terenu sa loptom. Mi smo se borili, igrali smo pa onako kako smo mogli u ovoj utakmici, svaki bod po bod, tako opstaješ u ligi. Evo još jedna utakmica koju nismo primili gol. Nije to nešto lijepa utakmica bila je dinamična, puno duela, ali sve u svemu čestitam svojim momcima, ponovo smo izdržali da ne primimo gol, što prije se regenerisati i gledati naprijed. Omenili ste duele, eden takšnih, ki te ohrani v ligi, je bil tudi tisti prekršek Jazbeca, ko je moral povleči ročno zavoro. Takšne poteze so potrebne, ko se lovijo točke. Vidite, u ljepoti donekle ne umirjete. Mi se borimo za goli opstanak, za goli život u ligi i tu se služite svim i svačim. Jeste da mi želimo igrati napadački i sve, ali bavimo se svim i svačim. Mi smo pripreme potrošili jako puno defenzivu. Svi misle evo Radomlje samo napada. Ne, mi smo radili jako puno defenzivu. Evo 4 utakmice od mogućih 5 gdje nismo primili gola. Fajtamo se, borimo se, igramo za naš klub, ostavljamo srce na teren kao što naši mlinari dođu nas bodre i mi moramo jednostavno njima vratiti. To je, ostaviš srce na teren, ostalo će sve prosti. Nermin, hvala in srečno. Lovro Bizjak, v napadu težka tekma, zdelo se je, da ste ves čas garali, pa je potem morda zmanjkalo tudi nekaj energije za tisto, za kar ste napadalci na igrišču. Je bil občutek z roba pravi? Pa je, mislim, da se ekipa Radomlje dobro postavila v obrambi, bila je ena težka tekma. Mogoče malo pomanjkanja koncentracije, mogoče malo sreče, ampak upam, da v naslednjih tekmah, da se bo to obrnalo v našo korist. Koliko pa je pomembno, da ste danes ohranili ničlo na svoji polovici? Je trener kaj dejal o tem? Ja, to je izredno pomembno. Dolgo smo delali za to, da bo 0 v zadnji, ampak zdaj treba to nadaljevati in seveda od spredi narediti nekaj več. Hvala in srečno. Poglejmo še v tabor gostujoče ekipe. Rok Jazbec drugič zapored izid 0-0, pa še četrtič ohranjena, nedotaknjena mreža. Koliko je to pomembno za samozavest ekipe? To je zelo pomembno za samozavest ekipe, predvsem zaradi tega, ker se borimo za obstanek. In mislim, da je to dobra popotnica za naprej. Vemo, da bomo dali veliko golov in probamo gojiti nekako napadalno nogomet, vendar prvo je, da stojimo v obrambi kompaktno, da ne dobimo gola, potem pa kar naredimo v napadu je samo dodatek in nekako bi rad na tem mestu še pohvalil fante, da so odgarali to tekmo in da smo spet zadržali 0 in nekako osvajamo pike. Ena situacija je bila tudi malo komična, ko je vaš vratar dejansko sedel na žogo. Ste tam že mislili, da gre žoga čez črto ali ste vedeli, da jo bo zaustavil? Iz moje strani sem videl, da mu je nekako ostala med nogami in ja, pohvalil bi vratarja Veliča, zelo dobra reakcija. Drugače pa borbena tekma, ste pričakovali, da bodo tudi Celjani odšli tako odločno v obračun, sploh glede na to, kakšni rezultati so za njimi negativni? Pa v bistvu mi vemo, da je ekipa Celja zelo kvalitetna ekipa, imajo zelo kvalitetne posameznike, zelo močni so v napadu po globini, nekako imajo močno orožje v napadu, vendar vemo, da so nekako tudi oni v rezultatski stiski in smo se zapostavili zelo močno in borbeno. Hvala in srečno.